Pozdravljeni v novi oddaji 5 minut za, tokrat podcaste. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Želja je, da je ta oddaja kratka, jedrnata in krajša kot 5 minut, zato najbolj, da kar začneva. Tema, kot rečeno, današnja je podcasti. Zakaj podcasti, Robi? Ja, zakaj? Zato, ker je tudi BIM pogovori so podcasta, ne? Točno, in še najbrž še en poseben razlog, zato ker v bistvu se nekako po nekih kanalih zvedla, da mnogi izmed poslušalcev BIM pogovorov poslušate to na YouTubeu. In saj nama se je zdelo to absolutno čudno. Ja, ampak sej konec konca je važno, kako se vsebina konzumira. Mislim, da se konzumira, kako se pa konzumira, pa v bistvu niti ni važno. Čeprav sem videl oba prepričana, da bi se dal na bolj udoben način. In kako bi se to dal? Načeloma se podcasti konzumirajo recimo v zadnjih letih, ali pa ne vem, odkar so nastali, se konzumirajo prek pametnih telefonov. Tako. Res je s tem, da bi lahko rekel, ok, podcasti imamo neke, ki so video podcasti, neki so bolj manj vlogi, recimo, do neke mere, tisti, kar srečamo na YouTubeu. Večina podcastov je pa audio podcastov, tako kot so tudi BIM pogovori. In te jasno, tako kot si Robi rekel, najbrž najpogosteje se konzumirajo na nekih takšnih prenosnih napravah. Tako je, no, in kako se to naredi? Tako da na svoj mobilni telefon, zdaj tako obstajajo samo še iPhone in pa Android telefoni, na svoj mobilni telefon namestite na aplikacijo, ki omogoča konzumiranje podcast vsebin in se naročite na podcaste, ki jih želite poslušati. Prednost tega je, da ste vedno obveščeni, kadar je objavljena nova oddaja takega podcasta in pač taka aplikacija omogoča marsikaj od tega, da lahko poslušate hitreje, lahko preskakujete, lahko gledate zapiske v njej itd. Bi kaj dodal, Matjaž? V bistvu ne. S tem, tako kot si že omenil, je mogoče manjša razlika med Android telefoni pa iPhoneom. iPhoni pač z operacijskim sistemom iOS pride tudi že aplikacija podcast, se tudi reče, ki vse te stvari omogoča. Jasno, ta podcast aplikacija je direktno vezana na iTunes, kjer v bistvu mislim, da obstaja največja zbirka podcastov sploh. Čeprav so podcasti objavljeni tudi kje drugje, iTunes kot tak je, mislim, da je največji agregator teh podcastov. Ja, no, na Androidu je to malo drugače. Android nima privzeto nameščene aplikacije za poslušanje podcastov, zato je treba takšno aplikacijo namestiti. Obstajajo ene, ki so brezplačne, ene celo, ki so odprtokodne. Mislim, da je ena takih AntenaPod. Sam osebno pa uporabljam aplikacijo Pocket Casts, ki je sicer plačljiva, ampak je vredna vsakega evra. Če se ne motim, imate pa na iOS-u tudi možnost kupiti aplikacijo Pocket Casts, kar pomeni celo, da je uporabna na obeh platformah. Je pa še ena bolj znana, če se ne motim, je Overcast. To je pa Overcast, ja, ta je pa v bistvu velja za Ferrari med temi aplikacijami. Morda me samo zmotim zaradi tega, ker prvič je treba plačati. Oziroma, ni jo treba. Ja, čeprav je treba, če nočeš gledati nekih reklam. Tako da jaz sem majčkeno občutljiv na te reklame, tako da v bistvu sem rekel, nič bom pa jaz to kar tisto običajno aplikacijo v iOS-u uporabljal. Z manjšimi problemi dela zelo solidno, jaz sem zadovoljen z njo in v bistvu bolj manj vse podcaste pač preposlušam na ta način. Ja, jaz sem pa super zadovoljen z aplikacijo Pocket Cast. Sicer na začetku sem imel kar malo težav, da sem se navadil, ampak zdaj mi je pa super. Ok, torej zaključek teh 5 minut bi bil: prvič, naročite se na BIM pogovore, če se še niste. Na ta način boste pač dobili zadnjo oddajo avtomatično na telefon oziroma prenosno napravo. Jasno, če pa ne gre drugače, absolutno podpiramo tudi to, da se naročite na YouTubeu in preposlušate BIM pogovore tam. Robi, adijo. Adijo.